V soboto in nedeljo je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal že tretji motorsport salon, na katerem so lahko obiskovalci pridobili veliko informacij o najrazličnejših vrstah motoršporta. Na ogled je bilo veliko različnih dirkalnih avtomobilov, med njimi tudi Red Bull RB05, dirkalnik Formule 1, s katerim je Sebastian Vettel dosegel prvo zmago za moštvo Red Bull Racing Team, kakor tudi zmagovalec legendarne dirke 24 ur Le Mans, Audijev bolid z dizelskim agregatom. Na prireditvenem odru so potekali intervjuji, debate ter okrogle mize na različne teme, od predstavitve motokrosa, minimota, speedwaya, kartinga in drugih panog do pogovorov o starodobnikih. Sobotno popoldne pa se je zaključilo s predizborom Miss Automoto. Obiskovalci so si lahko dogajanje popestrili tudi s preizkusom svojih voznih sposobnosti na katerem izmed različnih simulatorjev vožnje. Posebnost je bila predstavitev drifterjev z radijsko vodenimi avtomobili, ki so na posebej pripravljeni progi pokazali svoje veščine z miniaturnimi dirkalniki. Le-ti dosegajo hitrosti tudi do 80 km/h. Da ne gre za poceni hobi, smo izvedeli v pogovoru z enim izmed voznikov, ki nam je razložil tudi, da je upravljanje dirkalnika precej zahtevno. Na zunanjem prireditvenem prostoru je svoje veščine pokazal policist na motorju, profesionalni stunt voznik pri KTM Rok Bagoroš pa je na svojem predelanem skuterju zganjal vragolije. Obiskovalci so se lahko s Škodo Yeti zapeljali po poligonu za terenske vožnje. Luka Grošelj pa je zbrano množico ogrel z driftanjem. Prav nič mu ni bilo škoda pnevmatik, ki so se ob visokih obratih dobesedno razkrojile v oblaku belega dima.